Lepo pozdravljeni in dobrodošli ponovno na naše skupno druženje. Pred nami je nov četrtek in četrtek je tisti, kjer pokukamo v utrinek številka 3. Tako. Pregledali smo že utrinek številka 1 in 2. Iz srca se vam zahvaljujem za vse oglede, komentarje, vprašanja. Vse je dobrodošlo. Zato smo tukaj, zato se pogovarjamo, pišemo si, komentiramo. Vsak ima pravico izraziti svoje mnenje. Vsak ima svojo pot, svoje izkušnje in je super, če jih delimo in svojimi dejanji, našimi odzivi navdihujemo tudi druge. Se pravi, naše srečanje bo ponovno sestavljeno iz 2 delov. Najprej pokukamo v utrinek številka 3, v rokovnik za leto, ki je pred nami, ter v karto, kaj nam sporoča za naslednjih 7 dni. Tako, pa pojdimo. Začnimo z utrinkom. Dovolite, da vam ga pokažem. Naslov je časovni stroj. Večkrat bi ga potrebovali, a ga žal nimamo. Besed in dejanj ne moremo spremeniti. Lahko jih le ovrednotimo in sklenemo, kaj bomo naslednjič naredili drugače. Naša pot je sestavljena tudi iz odpuščanja in odlaganja bolečine, jeze in žalosti. Dovolimo si stopiti na pot lastnega raziskovanja. Odložimo skrbi, jezo, bolečino, zamero in žalost. Dovolimo si čutiti, dovolimo si zažareti. Sprejmimo obile k sebi. Zaslužimo si lepoto dobrega počutja. Na koncu bomo obdarjeni tudi z notranjim mirom. Tega cenimo in bodimo nanj ponosni, hvaležni vedno, ko ga občutimo. Utrinek z naslovom časovni stroj. Sama, ko pomislim na časovni stroj, se spomnim filma, ki sem ga gledala v najstniških letih, kjer se je dalo potovati. Back to the future. Res bi bilo fajn, če bi lahko šli nazaj in kakšno zadevo spremenili. Ampak vedno bo nekaj, kar bomo želeli spremeniti. Nekaj, kar bi naredili drugače. Zato, ker smo mi drugačni. Sama lahko rečem, da bi kar nekaj stvari naredila drugače 20 let nazaj, 10 let nazaj, 5 let nazaj. Ampak vedno, ko se odločam, kako delujem, kako odreagiram, delujem z mislijo, da delujem takrat tako, kot jaz najbolje znam. Pomembno pa je, da nobenemu ne želim škoditi, k večjemu pomagati na njegovi poti iz njegove stiske, da lahko naredi korak naprej. Kot smo govorili, hodimo po stopnicah gor. Vsak trenutek nam nekaj daje, neko novo izkušnjo, zaradi katere smo močnejši in boljši. Ampak če pogledamo zdaj v tale naš rokovnik, naš časovni stroj, kako ga preberem jaz iz svojih izkušenj, kako ga jaz dojemam. Večkrat bi ga potrebovali. Tudi sama lahko rečem, večkrat bi ga potrebovala. Predvsem za neke stvari nazaj. Na neke poti bi se podala prej.
da bi bolečina v meni šla prej ven. A ga žal nimam. Zato se trudim vsak dan delovati iz srca. Resnično, mnogokrat se ustavim in pomislim, kaj lahko v tem trenutku naredim. Zame zelo pomembna lekcija je, ki sem se naučila, da na določene stvari ne odgovorim takoj, da si vzamem čas za premislek na določene ali poslovne ponudbe ali kakšne dogovore med prijatelji. Jaz za te potrebujem čas. Zato, da tisti trenutek ne odreagiram prehitro, ne odreagiram v svoji bolečini, v jezi, ampak moram premisliti, zakaj je to prišlo do mene, to vprašanje. Pa me daje mogoče tisti trenutek v neugoden položaj. Se pravi, kaj bom jaz zdaj s tem naredila? Bom odreagirala iz užaljenosti, bom prespala, premislila, pretehtala odločitve in dala odgovor jutri. Ali pa čez 3 dni. Zato predlagam vam, da čeprav nimamo časovnega stroja, si dovolite za nekatere odločitve, nekatere dogovore, nekatera občutja, nekatera se odzvamo. Vzeti čas. Ker besed in dejanj ne moremo spremeniti. Kar je izrečeno, je izrečeno. Zato je bolje počakati in ne obžalovati. Lahko jih le ovrednotimo in sklenemo, kaj bomo naslednjič naredili drugače. Seveda, vsak od nas se je znašel v situaciji, v kateri je razmišljal, zakaj sem tako naredil, zakaj sem tako naredil. Zakaj? Seveda z mislijo, če bi se še enkrat to zgodilo, bi naredil drugače. In to je pomembno. Če koga prizadenemo, če vemo, da smo z našim dejanjem nekoga dali v stisko, je pomembno, da se mu opravičimo. Tako. In v tistem trenutku mi tudi se odločimo, kako bomo ravnali v podobni situaciji. Naša pot, moja pot, je sestavljena tudi iz odpuščanja in odlaganja bolečine, jeze in žalosti. Ja, to je moja pot, čez njo sem šla. Ni bilo enostavno, ampak mi ni žal. Tale naša pot odpuščanja je mistična. Ne vemo, kaj nas čaka za vogalom. Mogoče me je zaradi tega pritegnila, saj me tudi zanimajo neke navidezne mistične stvari. Svet atomov in molekul. Elektron, anion, kation. Zakaj so različni naboji? Zakaj se vsi atomi ne združujejo? Zakaj je ta molekula bolj stabilna, ta manj? In isto je pri nas, v našem počutju. Kaj nas daje v ravnovesje? Kaj nas ne daje v ravnovesje? Zato gremo na pot odpuščanja. Naj gre ven tiska, kar ne rabimo. Dovolim si stopiti na pot svojega raziskovanja. Ves čas se učim, vsak dan. In to z veseljem. Zvečer, preden zaspim, pa si lahko rečem, hvaležna sem za vsak trenutek, za vsako izkušnjo, ker mi vsaka nekaj podari. Tudi posamezniki, ljudje okoli nas, vsak pride v naše življenje z namenom. Popolnoma vsak. Kot sem že rekla,
Odložim skrbi, jezo, bolečino, zamero in žalost. Za njo nimam več prostora. To sem se odločila. In tudi, če me kdaj pride obiskat, ne dovolim mi dolgo. Par sekund, par minut, potem pa kar lahko gre. Dovolim si čutiti, dovolim si izraziti, dovolim si povedati, ko sem srečna, ko sem zadovoljna, ker mi je fajn. Želim, da vi to občutite. Pejte v to smer. Delajte tisto, kar vas veseli. Hobi, ki vas veseli. Nekdo uživa, ko teče. Super. Naj gre večkrat in se poda na to pot. Nekdo uživa, ko bere knjige. Wow, fajn. Saj včasih res nimamo časa, ampak 10 minut pred spanjem, s knjigo v roki, da nas knjiga popelje v spanec. Da preden zaspimo, se podamo, povežemo z nečim, kar je nam ljubo. Prisluhnite sebi. Pa če radi pečete, super. Sladice, okusen kruh, kaj vam paše. Naj vaše srce poje. Dovolimo si zažareti. Sprejemamo obilje k sebi. Popolnoma. Odpiram, vabim. Naj pride v celosti. Naj napolni celo moje telo. Zaslužim si lepoto dobrega počutja. Ja. Dovolim si, da se počutim ne samo dobro, odlično, da sijem, da žarim, da delim. Kar je zelo pomembno, moj velik nauk, ki vam ga želim povedati. Ko sem sama šla čez pot svojega delovanja, kjer sem ugotovila, da se želim mnogokrat dokazovati drugim, kaj vse zmorem, koliko zmorem. In vedno sem iskala več zahtevnejše naloge. Kaj se je zgodilo? Moje telo ni bilo zadovoljno. Ampak ko damo določene stvari ven iz telesa, določena pričakovanja, kot je že večkrat omenjena, bolečina, jeza, dvomo o sebi, takrat bomo obdarjeni tudi z notranjim mirom. In ta notranji mir zapolni vse tiste kotičke v nas, kjer je bila prej ali bolečina ali dvom, vse tisto, kar smo že našteli. In ta notranji mir, ta prostor ljubezni. Ljubezni do sebe. Najprej jo potrebujemo do sebe, potem jo pa lahko delimo. Notranji mir. Tega cenimo in bodimo zanj hvaležni. Vedno, ko ga občutimo. Z svojimi besedami bi rekla: cenim svoj notranji mir. Zanj sem zelo hvaležna. In kar je zelo pomembno, zavedam se, da je notranji mir nekaj, kar mi nihče ne more vzeti. Ne moremo ga kupiti, ampak ga moramo pridobiti. Tako. To je tretji utrinek iz našega rokovnika. Zdaj pa pojdimo v ljubezni in miru naprej in pokukajmo v naše karte. Tako. Pospremijo nas z posebnim žlahtnim elementom.
naj naš diamant sije. Tako, si bom pa vzela par trenutkov, da karte premešam in se osredotočim. Aha, ena karta je ven padla, bomo pogledali. Se osredotočim na današnje sporočilo. Tako, karte razprejem in eno kukam. Tako, pokažem karto. Objem nežnosti. Preden kukamo v sporočilo karte objem nežnosti, poglejmo v karto dotik sprostitve. Če pogledate, ta karta prikazuje stopnice. Stopnice, ki vodijo gor, gor, visoko in hkrati tudi dol. Naslov karte je dotik sprostitve, sprememba in pa nagrada. Samo ime dotik sprostitve nam sporoča, da v vseh teh trenutnih razmerah, časih, ki niso za vse nas čisto enostavni, da si vzamemo tudi čas in za trenutek sprostimo. Lahko ste za mizo samo za par sekund dovolite občutiti sprostitev v telesu. Zaprete oči in samo dovolite, da mirnost vstopi v vaše telo. Skoraj skozi glavo in potuje naprej. Navzdol, da zapolni vsak kotiček naše glave, tako obrazni del, kot zadnji del glave. In naj sedaj mirnost potuje po vratu navzdol, najprej skozi ramenski obroč, skozi levo ramo, vse do prstov leve roke. Ta prijetna sproščenost naj potuje tudi po desni roki, skozi desno ramo, navzdol, vse do prstov desne roke. Sedaj dovolimo, da ta prijetna sproščenost potuje tudi skozi naš celoten prsni koš, navzdol, navzdol, v trebušni votlini, predelu medenice, ter najprej skozi levo nogo, vse do prstov leve noge. Ter skozi desno nogo, vse do prstov desne noge. Občutimo mirnost
lahkotnost po celem telesu. In dovolimo, da nas še nekaj sekund, trenutkov razvaja. Še malo. Pustimo telo brez skrbi, brez vseh nalog, ki jih imamo. Samo v prijetnem, sproščujočem stanju. Se ta prijetna mirnost lepo razširiš čez celo telo in zapolni vsak kotiček našega telesa. Tako se pa počasi, ko bom štela do 3, odpremo oči. 1, 2, 3. Dobrodošli nazaj. Ja, tale naša karta dotik sprostitve nas je odpeljala v eno smer sproščanja, iskanja mirnosti. Pokukajmo, kaj nam karta še odkriva za ta teden, ki je pred nami. Objem nežnosti. Že če pogledate samo fotografijo, vam izdaja nežnost, dotik, prisluhnimo, pomagajmo si. Ravnovesje, produktivnost sta njeni besedi, ki jo podpirata. Sedaj pa poglejmo še v razlago karte. Objem nežnosti, ravnovesje, produktivnost. Vedno je dobro imeti prijatelje ob sebi. Vabite čas za predajanje nežnosti. Zabavaj se, druži se, le prepusti se prijetnim občutkom. Naj tvoje telo napolni hvaležnost in ljubezen. Dovoli si ljubiti in biti ljubljen. Dovoli se odpreti čustvom. Uživaj v ravnovesju dobrega počutja. Tako, to je karta, ki nam sporoča, da se zabavamo, da se družimo, da si privoščimo nežnost, da smo hvaležni in občutimo ljubezen. To so pa tiste besede, s katerim želim današnji pogled v utrinek zaključiti. Dovolimo si ljubiti in biti ljubljen. Srečno, se vidimo v utrinku številka 4.